večer vsem skupaj, dobrodošli na Slovenski matici. Danes bo govora o prahu. Prah nas spremlja vse povsod, na cesti, v stanovanju, na starih skrbnih. In ta prah zanima našega današnjega predavatelja, Martina Gabrška, ki nam bo malo več povedal o tem, o sestavi praha, potem kaj lahko pričakujemo pod drobnogledom iz prahu. Vsem tem bo tekla beseda. Da predstavim današnjega predavatelja, dr. Martin Gabršek, je raziskovalec na Geološkem zavodu. Leta 2020 je doktoriral na Univerzi v Ljubljani in sicer že za časa študija ga je zanimala geokemija, potem se je pa usmeril v geokemijo urbanega okolja, tako da je potem to njegova nadaljna raziskovalna pot. Doslej je skupaj ali pa samostojno objavil več kot 30 člankov, od tega je 11 izvednih znanstvenih člankov. In enega od teh so leta 2022 izbrala ARRS, to se pravi Republiška agencija za raziskovalno dejavnost, kot odlični v znanosti, v zboru odlični v znanosti je sodil njegov članek in tudi v zvezi s tem je imel predavanje na tej prireditvi. Je član Mednarodnega združenja za okoljsko geokemijo in zdravje ter ekspertne geokemične skupine geoloških zavodov Evrope. Zdaj pa kar predajam besedo predavatelju. Prosim. Hvala za predstavitev in za vabilo. Dober večer vsem. Naslov mojega predavanja je Prah, več kot zgolj nadloga. V predavanju vam bom predstavil najprej, kaj sploh je prah, čeprav verjamem, da vsi dobro veste, kaj je prah, potem, kateri so njegovi najpomembnejši viri, kakšna je njegova dinamika v okolju, potem, zakaj geologi sploh preučujemo prah, katere so glavne vrste prahu, ki ga mi preučujemo. Podal bom en kratek zgodovinski pregled raziskav prahu, nekaj malega o metodah, ki jih uporabljamo, in pa večji del predavanja bo namenjen nekaterim našim rezultatom. Prah bi lahko definirali kot skupek majhnih trdnih delcev. Ti delci se lahko razlikujejo v več lastnostih. Prva je velikost. Ti trdni delci so lahko veliki od nekaj nanometrov do več 10 ali 100 mikrometrov. Potem po mineralni sestavi. V prahu imamo lahko v bistvu vse minerale, ki se jih skoraj lahko zamislimo. Potem po elementni oziroma kemični sestavi se razlikujejo ti trdni delci. Pogosto lahko vsebujejo tudi potencialno strupene elemente, različne organske spojine, mikroplastiko. Potem razlikujejo se po obliki. Imamo razne oblike, lahko so oglati, kroglasti, igličasti, nepravilnih oblik. Razlikujejo se pa tudi v izvoru in ta izvor v bistvu močno vpliva na vse prej naštete lastnosti. Tudi na tej sliki imamo samo primerjavo teh trdnih delcev z debelino človeškega lasu in v bistvu za zdravje so najpomembnejši ti najmanjši delci, veliki 2,5 mikrona oziroma še manjši. In to vidimo, kako zelo manjši so v bistvu od debeline lasu. Izvor teh delcev oziroma prahu izvirajo lahko tako iz geogenih oziroma naravnih virov kot antropogenih. Pri naravnih so najpomembnejši vulkanski izbruhi, prekrivanje in erozija kamnin, tal, sedimentov, potem gozdni požari, morska sol, razni biogeni delci, kot so semena, pelodi in tudi kozmični prah.
Zelo pomemben doprinos oziroma viri so pa tudi antropogeni viri, predvsem na urbanih območjih. Pomembnejši so rodarstvo, industrija, promet. Pri prometu je zanimivo, da trdni delci ne izvirajo samo iz izgorevanja goriv, ampak tudi iz obrabe mehanskih delov, kot so zavorne ploščice, gume, katalizatorji in podobno. In v bistvu ocenjeno je, da obraba mehanskih delov in izgorevanje fosilnih goriv prineseta v bistvu vsako polovico vsem delcem, ki izvirajo iz prometa. Torej, tega problema tudi uvedba električnih avtomobilov ne bo v celoti rešila. Potem drugi antropogeni viri so še, kot sem že omenil, izgorevanje fosilnih goriv, potem tudi gradbeništvo, nasploh urbanizacija, tudi vojaška aktivnost. Zanimivo je, da so na območju nekdanje Soške fronte v tleh odkrili povišane vsebnosti živega srebra, svinca, cinka in bakra. Pa nasploh obraba raznoraznih proizvodov sčasoma privede do tvorbe trdnih delcev. Kakšna je dinamika teh trdnih delcev v okolju? Delci so iz virov izpuščeni neposredno v ozračje. Takim, ki so izpuščeni neposredno v ozračje, pravimo primarni delci, lahko pa delci tudi nastajajo v ozračju iz predhodnih plinastih izpustov, ki pa imenujemo sekundarni. Potem so v ozračju izpostavljeni raznoraznim fizikalno-kemičnim procesom, lahko se transportirajo na krajše razdalje, lahko samo nekaj centimetrov ali daljše, lahko potujejo ti trdni delci tudi preko od celine do celine, kot je primer puščavskega prahu, ki iz Afrike ali drugih puščav lahko v bistvu obkroži celo zemljo. Potem sčasoma se pa ti delci iz ozračja usedajo v neka, lahko z mokrim ali suhim usedanjem, različna naravna ali antropogena okolja. In če se odložijo na ravne površine, kasneje podrobneje pojasnim, dobimo različne tipe prahov. Lahko pa tudi pride ta prah, ko se enkrat odloži, lahko pride tudi do resuspenzije nazaj v ozračje, kar pomeni, da je prah hkrati ponor delcev, oziroma nek zbiralnik delcev, trdnih delcev zraka, hkrati pa lahko predstavlja tudi vir. Pomemben aspekt je pa tudi dejstvo, da ti trdni delci oziroma prah predstavljajo določeno tveganje za zdravje ljudi, v primeru vdihovanja, zaužitja ali tudi stika s kožo. Kako so ti delci škodljivi za ljudi, je predvsem odvisno od njihove velikosti, ker manjši, ko so globlje v pljuča, lahko prodrejo in tudi naprej v krvni obtok, če so dovolj majhni. Potem pomembna je oblika, mislim, da se vsi poznamo, kako zelo škodljiv oziroma nevarni so igličasti delci azbesta. Potem pa seveda tudi od kemične sestave odvisno, kako nevarni so ti delci. Trdni delci pa zelo pogosto vsebujejo tudi potencialno strupene elemente. Zdaj, s tem izrazom, ta izraz vključujemo vse elemente oziroma prvine, ki v določenih vsebnostih ali oblikah lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. V to spadajo tako elementi, ki nimajo neke znane biološke funkcije in so prepoznani kot zelo strupeni, kot so na primer svinec, arzen, kadmij in živo srebro. Sem pa spadajo tudi taki elementi, ki so sicer esencialni za razvoj organizmov, torej nujno potrebni, ampak v previsokih koncentracijah pa lahko predstavljajo tudi tveganje za zdravje ljudi, ker na primer sta tipična primera baker in cink. Z izpusti potencialno strupenih elementov večinoma nastopajo v obliki trdnih delcev. Izjemi sta predvsem živo srebro in selen, katerih izpusti so deloma tudi v plinastih oblikah.
Ja, pri tem se je potrebno zavedati, da so te potencialno strupeni elementi že naravno prisotni v okolju in s tem tudi v prahu. Različni antropogeni izpusti pa močno pripomorejo k zvišanju koncentracij v okolju. Te antropogen vpliv je bil v preteklosti omejen zelo na lokalne območja, čeprav že tudi iz rimskih časov so raziskovalci prepoznali vpliv topilništva, s tem, da so se odkrili povečane vsebnosti svinca v ledu na Grenlandiji. Ta svinec je v bistvu izviral iz rimskih topilnic svinca. In potem s časoma je pa ta vpliv, predvsem od industrijske revolucije dalje, postajal vse bolj globalni. Primer za živo srebro. V bistvu živega srebra je zdaj zaradi antropogenega doprinosa v tem kroženju med oceani, zemljo in ozračjem je 3 do 5-krat več, kot bi ga bilo samo zaradi naravnih virov. Pred nekaj desetletji so izpusti potencialno strupenih elementov iz antropogenih virov pogosto presegali naravne vire. En tak tipičen primer je svinec, ki so ga v preteklosti dodajali gorivu kot obliki v goriva, ja. In potem tukaj imamo primer za Slovenijo, kako so se izpusti svinca v Sloveniji zmanjšali, potem ko so svinec v gorivu prepovedali. V bistvu se od leta 1991 do 2020 so se izpusti svinca zmanjšali za 91% in so leta 2020 znašali 3,8 ton. Ja, zakaj geologi sploh preučujemo prah? Zdaj, del odgovora se skriva že v tem, kar sem pravkar predstavil. Geologi v okviru geokemije, ki je ena izmed vej geologije, preučujemo v bistvu kemično zgradbo planeta Zemlje, kemične procese, ki se vršijo v Zemlji in na površju Zemlje, pa ne nazadnje tudi na drugih planetih. Torej, na kratko bi lahko rekli, da preučujemo geokemično kroženje elementov. In v okviru geokemije okolja se pa posvečamo predvsem potencialno strupenim elementom, ker sem že predstavil, kako pomemben vpliv imajo antropogene dejavnosti na to kroženje. Torej, preučevanje prahu nam v bistvu ponudi vpogled v geokemično kroženje elementov v našem okolju, potem pomaga nam pri preučevanju antropogenih vplivov na okolje, pri identifikaciji virov trdnih delcev in območij razširjanja onesnaževal. Potem na mikroravni nam nudi vpogled v lastnosti našega bivanjskega okolja in posredno pa tudi prepoznavamo morebitna tveganja za zdravje ljudi. V nadaljevanju vam bom predstavil 3 tipe prahu, ki jih mi vključujemo v naše raziskave. Prvi tip je cestni prah, to gre za prah oziroma trdne delce, ki se odlagajo na zunanjih površinah, na asfaltiranih betonskih površinah, kot so ceste, pločniki, parkirišča. Gre za tako heterogeno mešanico naravnih in antropogenih trdnih delcev iz različnih virov, ki sem jih prej naštel. Pomemben je za cestni prah predvsem promet. Njegovo odlaganje in zadrževanje v okolju je pa močno odvisno od vremenskih pogojev in lastnosti površine. Torej, če imamo kakšne razpoke, pore, se lahko več prahu zadržuje. Nam pa cestni prah v bistvu odraža stanje v okolju v relativno bližnji preteklosti od nekaj lahko dni, tednov ali mesecev. In vzorčimo ga ponavadi s krtačenjem iz površin, ki smo jih prej omenili.
Drug tip prahu je stanovanjski prah. To gre pa za prah, ki se odlaga znotraj naših bivanjskih prostorov, znotraj stanovanj. V tem primeru prevladujejo notranji viri, pomemben delež pa tudi iz zunanjih virov. Naprimer, z zračenjem spustimo zunanje vire v naš prah, v naš bivanjski prostor, potem z obutvijo in obleko tudi prinesemo trdne delce iz zunanjosti v naše bivanjske okolje. Med notranjimi viri so na primer pomembni kajenje, potem propadanje zidnih barov in drugih materialov v stanovanju, tudi preprog. Potem za ta tip prahu je značilna visoka vsebnost organske snovi, kajti v tem prahu so tudi delci naše kože, prhljaj. Velik del nas se znajde v različnem prahu. Vzorčimo ga pa tako, da v bistvu zberemo polne vrečke prahu iz sesalcev pri ljudeh, ki se delujejo v raziskavah, in ob tem izpolnijo še vprašalnik o lastnostih stanovanj in njihovih navadah, ki nam potem koristijo pri interpretaciji rezultatov. Tretji tip prahu je pa podstrešni prah, ki bi lahko bil tudi eden izmed podtipov stanovanjskega prahu. Gre pa za prah, ki se kopiči na neposeljenih, neizoliranih podstrešjih skozi daljše časovno obdobje. Zaradi tega dolgotrajnega kopičenja nam v bistvu predstavlja zgodovinski arhiv onesnaževanja oziroma stanja ozračja. Gre za precej stabilni material, ker ni pod neposrednim vplivom vremenskih dejavnikov, tako kot cestni prah, in ni pod neposrednim vplivom dejavnosti stanovalcev kot stanovanjski prah. Viri so predvsem zunanji, izven zgradb, raznorazni naravni in antropogeni ponovno. Vzorčimo ga pa na tramovih, na lesenih delih, ponovno s krtačenjem. Vzorčenje tega tipa prahu je lahko kar zahtevno, včasih tudi nevarno. Kadar postane nevarno, se nas podpora iz tal in gre kdo drug v višino. Na Primorskem je pa na primer problem, ker so podstrešja betonska in se niti prah ne more vstopiti na podstrešja in se potem ni prahu. Zdaj pa nekaj malega o zgodovini raziskav prahu. En prvih oziroma pomembnejših ljudi, ki je prepoznal pomembnost prahu oziroma da se to dejstvo, da se v prahu odseva v naše okolje, je bil francoski kriminolog, ki je bil kasneje prepoznan kot oče moderne forenzike, Edmond Locard, ki je nekje na začetku 20. stoletja že trdil, da so v prahu vse stvari, ki nas obdajajo in da so mikroskopske delci na naših oblačilih in telesu zanesljive in zveste neme priče vsega našega gibanja in vseh naših srečanj, torej lahko bi rekli vsega dogajanja v okolju. Zanimivo je, da je on že preučeval in zbiral trdne delce oziroma prah iz oblačil ljudi, sicer vse bolj v namene preiskovanja raznih zločinov, iz oblek, klobukov, orodja, celo iz nosne votline, ušes, las, pa tudi že iz ulic, vrtov, celo iz preprog, tako da v bistvu je že bil ta pravo raziskovalec vseh teh tipov prahov. Eden izmed njegovih prvih primerov je bil, ko so prišli na sled ponarejevalcem kovancev. Imeli so osumljencev, niso pa imeli dokazov. Tako je on pridobil njihove obleke, potem s krtačo in povečevalnim steklom, podobno kot počnemo še zdaj, zbral delce iz njihovih oblek, jih analiziral in ugotovil, da so v bistvu enake sestave kot ponarejeni kovanci in s tem so dokazali njihovo vpletenost. No in potem s časoma so te metode postale široko uporabljene v forenziki.
Zanimivo je pa, da se je on navdihoval v zgodbah o Sherlocku Holmesu pri svojih raziskavah. Pa še ena zanimiva stvar, ki sem najdel njegovo delo iz leta 1929. Na prvi strani presenetila struktura njegovega članka, ki je bila v bistvu zelo podobna strukturi mojega današnjega predavanja. Torej, kaj je prah zgodovina raziskav, kako vzorčimo, analiziramo, torej, katere stvari se ne spreminjajo. Potem prve analize cestnega in stanovanjskega prahu bolj iz okoljskega vidika, ne iz forenzičnega, ko so bile izvedene nekje sredi 70-ih let v ZDA in Veliki Britaniji. Takrat so se posvečali predvsem elementni sestavi prahov in tudi speciaciji, torej v kakšnih kemičnih oblikah nastopajo ti elementi. V začetku so se posvečali predvsem vsebnostim svinca, bakra, cinka, potem pa počasi tudi vsem ostalim elementom. Največ poudarka je bilo na svincu v začetku, ker, kot sem že prej omenil, zaradi široke uporabe v pogonskih gorivih in za bele zidne barve je bil svinec velik problem. Tako da so ugotavljali njegove vire na podlagi prostorskih porazdelitev z uporabo statističnih metod. Potem so analizirali vsebnosti v prahovih v odvisnosti od gostote prometa in v oddaljenosti od prometnic. Delali so že tudi raziskave prahov, kjer so v domovih, kjer so imeli otroci visoke vsebnosti svinca v krvi in so ugotovili povezavo med visokimi vsebnostmi svinca v prahu in v krvi in urinu otrok. Zanimivo je pa, da podstrešni prah je pa v literaturi prvič omenjen leta 1998, ko so raziskovali anomalije plutonija v okolici jedrskega testnega območja v Nevadi v Ameriki. In v tem istem obdobju so se pa izvajale že tudi prve raziskave podstrešnega prahu v Sloveniji. Pri podstrešnem prahu smo bili v bistvu ne v Sloveniji, ampak na Geološkem zavodu Slovenije, v bistvu v koraku s časom ali še malo naprej. Če se zdaj posvetimo na kratko raziskavam prahu v Sloveniji in predvsem na Geološkem zavodu Slovenije. Edino ta prvi odstavek je vezan na raziskave, ki niso bile izvedene na Geološkem zavodu, ostalo so delali moji predhodniki na Geološkem zavodu. Sprva so bile raziskave prahov omejene le na posamezne industrijske objekte, nekaj v koncu 80-ih let, na začetku 90-ih, naprimer Salonit Anhovo, Solkanska industrija, rudnik Mežica. Potem nekje v drugi polovici 90-ih let je bila pa izvedena prva sistematična raziskava vseh treh tipov prahov po celi Sloveniji. To je za svoj doktorat izvajal Robert Schein pod mentorstvom profesor Pirca. Takrat so analizirali podstrešni in stanovanjski prah po celi Sloveniji, tako v urbanem okolju in podeželju. V urbanih okoljih so dodali še cestni prah, ugotavljali so vsebnosti, mislim, da 27 elementov, potem primerjali te rezultate z vsebnostmi v tlemi in poplavnih sedimentih in statističnimi analizami so prepoznali 5 geokemičnih združb elementov in jim pripisali prevladujoč izvor, ali gre za naravne združbe ali antropogene. In najbolj tako očitna antropogena skupina elementov je bila tale, kadmij, baker, svinec, kositer, cink in živo srebro. In kot sem že omenil, ta raziskava je bila v bistvu pionirsko delo na področju raziskav podstrešnega prahu tudi v svetovnem merilu. Potem so sledile številne raziskave vseh prahov, predvsem stanovanjskega in podstrešnega, na območjih, kjer se je odvijala v preteklosti rudarska industrija oziroma predelovanje rude, torej topilnice ali tudi železarne. Ta območja so bila predvsem rudnik živega srebra Idrija, potem rudnik svinca cinka Mežica, polimetalni rudnik v
Litiji, tudi Celje, kjer je delovala topilnica cinka, pa tudi Jesenice so železarne. To so bile glavne točke raziskav. Tukaj so našteti vodilni raziskovalci v teh letih z Geološkega zavoda na teh območjih. Teh raziskav in rezultatov je zelo veliko, in zato danes ne bom šel podrobno v njihove rezultate. So pa raziskovali razširjanje teh onesnaževal, kako daleč je segalo v preteklosti ta vpliv teh dejavnosti, potem v kakšnih oblikah so nastopali te glavna onesnaževala in podobne geokemične lastnosti. So pa seveda analizirali tudi druge medije, ne samo prahove, tudi tla in sedimente. Torej, so pridobili res veliko rezultatov. Zdaj, po mojem mnenju je bila ena taka pomembna prelomnica pri raziskavi prahov in nasploh v geokemičnih raziskavah na Geološkem zavodu Slovenije. Opeljava analiz posameznih trdnih delcev v prahu za elektronsko mikroskopijo nekje po letu 2007. Ta metoda nam omogoča, da pogledamo v jedro prahu, da pogledamo res posamezne delce, pogledamo njihove morfološke lastnosti. Tukaj imamo en primer kroglastega delca iz prahu, ki smo ga analizirali z elektronskim mikroskopom. Torej, lahko preučujemo obliko posameznega delca, kemično sestavo in sklepamo lahko tudi, kakšna bi bila lahko mineralna sestava. In to nam v bistvu potem zelo pomaga pri identifikaciji virov teh delcev. V zadnjih letih se precej ukvarjamo tudi z biodostopnostjo potencialno strupenih elementov v prahovih, kar pomeni, da v bistvu preučujemo, kaj se zgodi s trdnimi delci v primeru, če vstopijo v človeško telo. Torej, kolikšen delež in količina glede na celotno vsebnost določenega elementa se na primer raztopi v želodcu ali v pljučih in je to potem lahko podlaga za oceno tveganja za zdravje ljudi. In na podlagi tega se v bistvu naše rezultate tudi poskušamo čedalje bolj povezati z medicinsko stroko, da torej res povežemo te dve stroki. V okviru moje doktorske naloge smo se posvetili posebej urbani geokemiji, torej urbanemu območju, ki je zaradi prisotnosti velikega števila različnih antropogenih virov, trdnih delcev, precej kompleksno in posebno. Vpeljali smo principe celostnega pristopa za te analize, kar pomeni, da moramo sočasno analizirati čim večje število teh medijev, od prahov, tal, delcev v zraku, potem pri tem uporabiti več različnih metod in pa seveda preučevati čim večje vsebnosti in speciacijo čim večjega števila elementov. Je pa v zadnjih letih kolega Klemen Teran izvedel ponovno raziskave cestnega stanovanjskega prahu po celotni Sloveniji, zajel je skoraj 250 vzorčnih mest. Torej, skozi ta kratek pregled zgodovine smo v bistvu prišli tudi do metod, ki jih mi najpogosteje uporabljamo za raziskave prahov. Torej, če jih na kratko povzamem, prahove najprej posušimo in presejemo na izbrano frakcijo oziroma velikost. Ponavadi je to pod 125 mikronov ali pod 63 mikronov, ker se posvečamo v bistvu tem najmanjšim frakcijam, zato ker se v njih kopičijo potencialno strupeni elementi in tudi predstavljajo največje tveganje za zdravje ljudi. Potem ugotavljamo mineralno sestavo, celotne vsebnosti kemičnih elementov, poskušamo analizirati vsebnosti čim večjega števila elementov, v nekaterih primerih analiziramo tudi izotopsko sestavo. Kot sem že omenil, je pomembna analiza posameznih trdnih delcev z elektronsko mikroskopijo in pa biodostopnost, torej kaj se zgodi z delci v primeru zaužitja ali pihovanja. Tukaj vidimo samo en primer, kako pridemo do vzorca hišnega prahu.
vrečko iz sesalca v bistvu presejemo vsebino, da se znebimo vseh teh vključkov, ki nas v bistvu ne zanimajo. Ja, zdaj v nadaljevanju pa sledi nekaj mojih rezultatov iz moje doktorske naloge, ki vam bojo malo orisali, kaj dejansko je prah, kaj se v njemu vse da odkriti in preučevati. Jaz sem v okviru svoje doktorske dizertacije smo raziskovali Maribor. Preučevali smo vse 3 tipe prahov, ki sem jih prej predstavil, potem tudi zraven še tla in trdne delce v zraku in delce nakopičene v snegu. Torej, sicer se bomo v tej rezultatih posvečal predvsem prahovom, počasih bom pa omenil tudi druge medije. Torej, najprej mineralna sestava. Mineralna sestava prahov in tudi tal se v bistvu razlikuje v prevladujočih mineralih in njihovim izvoru. Naprimer, v cestnem prahu imamo največ dolomita in kremena. Kremen izvira iz naravnih virov, iz tal, medtem ko dolomit v cestnem prah, na primeru Maribora, pride predvsem z zimskim posipanjem cest. Potem v podstrešnem prahu je največ sadre, to je kalcijev sulfat, ki pa je sekundarnega nastanka, kar pomeni, da je v bistvu nastala na podstrešjih z reakcijo karbonatnih delcev z žveplovim dioksidom iz ozračja. Prisotnost sadre in tudi nekaterih drugih sekundarnih mineralov so odkrili tudi druge raziskave podstrešnega prahu. Potem, ko v stanovanjskem prahu je pa sicer največ organske snovi, izmed mineralnih je pa približno polovica karbonatov in silikatov. Nekaj malega o elementni sestavi. Pričakovalno so precej izrazite razlike v elementni sestavi med tlemi in vsemi tremi tipi prahov. Večinoma se bom govoril o medianah, to je v bistvu srednja vrednost, kar pomeni, da je polovica vrednosti od mediane manjša, nižja, druga polovica od te vrednosti so pa višje vrednosti, torej mediane so srednje vrednosti. In vidimo, da največ elementov ima največje mediane v podstrešnem prahu, kar je odraz tega, kar sem prej omenil, da se v podstrešnem prahu ti delci kopičijo skozi daljše časovno obdobje, nemoteno in torej se nakopičijo, obogatijo. Potem, na primer, v cestnem prahu so visoke vsebnosti nekaterih elementov, ki so posredno ali neposredno povezane s prometom, na primer kalcij in magnezij, ki izvirata iz posipanja cest. Tem 5 elementom, katerih mediane so najvišje v stanovanjskem prahu, se bom pa malo bolj posvetil v nadaljevanju. Na tej sliki imamo pa samo dva primera, malo za ilustracijo, vsebnosti kroma in svinca v vseh 4 medijih, torej tla, cestni prah, podstrešni in stanovanjski. Te črte so razpon, torej najmanjša in največja vrednost, te v sredini, te rombi, pa predstavljajo mediane. Torej, v primeru kroma vidimo, da ga je največ bilo v cestnem prahu, svinc pa izrazito izstopa v podstrešnem prahu. Vidimo pa tudi, da so te vsebnosti, kot sem že omenil, precej različne med posameznimi mediji. Pri prostorski porazdelitvi vsebnosti teh elementov, potencialno strupenih elementov, smo odkrili, da v cestnem prahu in podstrešnem prahu najvišje vsebnosti najpogosteje smo jih odkrili na industrijskih območjih, kar nekako nakazuje na prevladujoč izvor iz industrijskih dejavnosti. Zanimiv je ta primer elementne sestave podstrešnega prahu. Na industrijskem območju Melje imamo najvišje vsebnosti bakra, cinka, svinca, kositra, kadmija in antimona. Tukaj je primer za bakr in cink in te stolpci označeno z rdečo predstavljajo
vzorčna mesta v Melju. Medtem ko na drugem industrijskem območju, Tezno, imamo pa najvišje vsebnosti drugih elementov, železa, kroma, molibdena, wolframa, niklja in kobalta. Tukaj označen, ta vzorčno mesto je označeno z vijolično barvo. To nam v bistvu pove, da v obeh primerih je izvor v industriji, ampak nam sestava podstrešniga prahu v bistvu odraža različen tip industrije na različnih območjih. V Melju deluje livarna, v preteklosti tukaj delovala še tovarna akumulatorjev Vesna, ki je vse skupaj prispevala k izpustom teh elementov. Na Tezno je pa delovala avtomobilska industrija, mislim, da vsem dobro znana tovarna tam. In še tukaj na schematski karti Maribora, da pogledamo to prostorsko porazdelitev, to industrijsko območje Melje z najvišjimi vsebnostmi bakra v tem primeru, tukaj je Tezno, ki pa ima najvišje vsebnosti železa in drugih elementov. Kot sem omenil že večkrat, je pomemben del naših raziskav analiza prahov oziroma trdnih delcev z elektronskim mikroskopom. In tako smo z območja Melja, kjer so najvišje vsebnosti bakra in cinka, analizirali te vzorce z elektronskim mikroskopom in odkrili smo take delce, sestavljene iz bakra, cinka, z malo svinca, klora in železa. V bistvu odkrili smo jih v vseh medijih, za izjemo stanovanjskega prahu. Odkrili smo jih pa samo v relativno blizu livarne in nekjer drugje po Mariboru. To v bistvu kaže na to, da ti delci dejansko izvirajo iz dejavnosti v livarni. Sicer se nekoliko razlikujejo med posameznimi materiali, naprimer ti delci v zraku izgledajo najbolj čisto, najbolj lepo vidimo površino teh delcev. Naprimer te svetlejše lise so bogatejše z svincem. Na podstrešjih pa očitno pride na teh delcih tudi do kristalizacije, v tem primeru bakrovo, žveklovo, klorovih kristalčkov. Še enkrat, Melje z najvišjimi vsebnostmi bakra, tokrat v cestnem prahu. Drug tak tip delcev, ki izvirajo iz industrije, ki smo ga uspeli prepoznati, so pa železove zlitine. Te smo pa odkrili na obeh industrijskih območjih. Na industrijskem območju Tezno predvsem nastopajo v obliki odlomkov, stružkov in krogel, sestavljenih samo iz železa, oziroma pogosto še z nekaj mangana. Na industrijskem območju Melje pa smo odkrili delce sestavljene iz železa, kroma, z malo bakra, mangana in niklja. To so takali stružki, ki pa so se pojavljali prav v vseh materialih oziroma medijih. In možna vira sta ponovno livarna in pa tovarna kovinskega pohištva, ki deluje na tem območju. So bili pa ti delci najbolj pogosti v snegu in v zraku, kar nekako nakazuje na trenutni vir, ne na nek pretekli. Če se sedaj malo bolj posvetimo stanovanjskemu prahu, ta tip je v bistvu prahu nekako najpomembnejši, ker smo z njim vsakodnevno v stiku. Zanimivo je, da nismo uspeli odkriti neke prostorske porazdelitve, nekega trenda, tako kot v primeru v podstrešnem prahu in cestnem, kjer smo imeli najvišje vsebnosti na industrijskih območjih, ampak v stanovanjskem prahu so te vsebnosti zelo različne med posameznimi stanovanji. Zanimivo tudi v različnih stanovanjih znotraj iste zgradbe. To sta te dva primera za nikelj, označena z rdečo, torej te dva vzorca sta bila dovzeta v dveh stanovanjih znotraj iste večstanovanjske zgradbe in smo dobili tako velike razlike. To v bistvu odraža, ker sem že v uvodu povedal, da na sestavo stanovanjskega prahu zelo močno vplivajo dejavnosti znotraj stanovanj in nasploh lastnosti stanovanj. V primerjavi z drugimi tipi prahov in tlemi imajo v stanovanjskem prahu najvišje medijane srebro, zlato,
barij, kalij in natrij. Kar lepo vidimo tudi na teh diagramih. Rdeči stolpec predstavlja medijane teh elementov v stanovanjskem prahu, vidimo, da kar lepo izstopajo. Viri srebra in zlata so lahko razpadanje, propadanje nakita, potem tudi vnos z obleko, delovno obleko v stanovanje. Srebro je tudi del antimikrobnih snovi. Medtem ko za barij in natrij smo pa malo bolj jasna vira odkrili. Barij nastopa v takih barijevo-sulfatnih delcih. Ti delci predstavljajo okrog 20% vseh delcev s potencialno strupenim elementom v stanovanjskem prahu in sklepamo, da je to izvira iz propadanja belih zidnih barov, ki vsebujejo te elemente, in torej, da je ta delec v bistvu en mikrodelec prometa. Visoko vsebnost natrija pa povezujemo za uporabo kuhinjske soli, in tukaj je tudi en delec soli. Še en tak zanimiv delec antropogenega izvora, ki smo ga odkrili v stanovanjskem prahu, pa so taki kroglasti delci, sestavljeni iz železa, cerja in lantana. Pojavljanje teh kroglic sovpada z najvišjimi vsebnostmi tudi teh elementov in pojavljajo se te kroglice samo v stanovanjih, kjer ljudje, stanovalci, kadijo. In to so ta kadilska stanovanja označena tukaj z rdečo na teh stolpcih, torej vidimo tudi najvišje vsebnosti cerja in lantana. In to smo pa povezali z uporabo vžigalnikov, kajti kresilni kamen v vžigalnikih je sestavljen iz litine, železa in lantana in cerja. V bistvu v uporabi nastane visoka temperatura, ki potem tvori takšne kroglice, ki jih lahko najdemo v stanovanjskem prahu. Še en tak zanimiv primer je pa tole. Prej sem večkrat omenil, da je v cestnem prahu najpomembnejše vira, da sta industrija in promet. Smo pa tekom naše raziskave naleteli na en zanimiv delec, ki kaže, da lahko v cestnem prahu najdemo vtis tudi precej dejavnosti, precej manjšega obsega, kot je promet in industrija. Pri preiskavi z elektronskim mikroskopom smo naleteli na tak delec, sestavljen iz srebra, paladija, bakra, z malo zlata. In ko smo potem razmišljali, odkot bi ta delec lahko izviral, smo opazili, da smo ta vzorec vzeli neposredno pred zobozdravstveno ambulanto. In implantanti so podobne sestave, implantanti, ki jih uporabljajo zobozdravniki. In torej zdaj je pa v teku raziskava, kjer smo ciljno vzorčili cestni prah pred več zobozdravstvenimi ordinacijami in tukaj nekaj preliminarnih podatkov za vsebnosti paladija. Vidimo, da so vsebnosti večinoma tako nizke, da jih niti na tem grafu ne vidimo. Te najvišje, ki so označene z rdečo, so bile pa v bistvu vse vzorčene direktno pred zobozdravstvenimi ordinacijami. Torej, sicer raziskava je še v teku, ampak nekako kaže, da se tudi taka dejavnost odraža v cestnem prahu. Zdaj za zadnji del pa še malo več o biodostopnosti teh potencialno strupenih elementov v prahu. V okviru moje doktorske disertacije smo preučevali uralno biodostopnost, kar pomeni, da smo v laboratorijih simulirali dogajanje v človeškem prebavnem traktu, v slini, želodcu in tankem črevesu in smo ugotavljali, kolikšna količina in potem preračunali, kolikšen to delež določenega elementa se v primeru zaužitja raztopi. Uporabili smo metodo UGM, katere postopek je prikazan tukaj. Bistveno je pa to, da s to metodo v laboratorijih simuliramo oziroma posnemamo pH teh prebavnih tekočin. pH je v bistvu eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na to, ali se bo določen delec raztopil v želodcu oziroma črevesu in s tem postal dostopen za prehod v krvni obtok in druge organe.
Potem simuliramo kemično sestavo prebavnih tekočin, temperaturo, peristaltiko, prisotnost encimov, žolča in zadrževalni čas. Naprimer, ta želodčna faza se odvija pri pH do 1,5 in 1 uro. Črevesna faza, druga faza, se pa odvija še nadaljne 4 ure pri pH blizu nevtralne. Torej, na koncu dobimo rezultat za koliko se je raztopilo nekega elementa po koncu želodčne faze in po koncu črevesne faze. Tukaj imamo rezultate za biodostopnost vseh teh 13 elementov, ki smo jih vključili v analizo. Za cestni prah in za stanovanjski prah biodostopnost je podana v odstotkih in za obe faze. Prvi stolpci so za fazo po želodčno fazo, drugi stolpec za želodčno črevesno. Načeloma so v vseh prahovih najbolj biodostopni podobni elementi, sicer z različnimi odstotki, malo se tudi spreminja, ampak bistveno je to, da so v cestnem prahu, podstrešnem prahu in v tleh bolj biodostopni v želodčni fazi, torej v bolj kislem pH okolju, potem ko so v stanovanjskem prahu bolj biodostopni v drugi fazi, torej v bolj nevtralni, v tankem črevesu. To v bistvu ni dobra novica, ker v bistvu privzem absorpcija iz tankega črevesa je večja kot iz želodca in pa tudi s stanovanjskim prahom smo v bistvu vsakodnevno v stiku več kot z drugimi tipi prahov. Ja, to povezujemo to lastnost stanovanjskega prahu z visoko vsebnostjo organske snovi v tem tipu prahu, ker organska snov se pri pH blizu nevtralnega raztopi in s tem se mobilizirajo delci, ki so lahko vezani na organsko snov. Tukaj imamo še primer za nikelj in svinec v stanovanjskem prahu po vzorcih. Prvi stolpec je celotna vsebnost v določenem vzorcu niklja in svinca, potem drugi stolpec je koliko se raztopi v želodčni fazi in tretji stolpec koliko v želodčno-črevesni fazi. Te dva znaka sta pa v bistvu preračunana v odstotke. Lepo vidimo v primeru niklja to, kar smo omenili, večjo biodostopnost v drugi fazi. Ena dobra novica, svinec je v stanovanjskem prahu slabo biodostopen. Nekako pa tudi iz teh diagramov vidimo glavne lastnosti biodostopnosti. To so, da je zelo raznolika, zelo se razlikuje med posameznimi mediji, lahko zelo razlikuje se za posamezne elemente, med posameznimi vzorci istega medija. Potem bistveno je pa to, da na podlagi ta visoka celotna vsebnost nekega elementa ne pomeni nujno tudi visoke biodostopnosti in obratno, torej nizke vsebnosti celotne ne pomenijo tudi nizke biodostopnosti. Torej, ocenjevanje tveganja za zdravje ljudi samo na podlagi celotnih vsebnosti je precej nezanesljivo. Smo pa tudi v tem primeru uporabili elektronski mikroskop. V teh dveh fazah se določen del vzorca raztopi, določen del pa ostane netopen. In ta netopen ostanek smo analizirali z elektronskim mikroskopom. Tukaj imamo ponovno primer cestnega prahu in ponovno vzorec z območja melja, ki smo že večkrat omenili, z visokimi vsebnostmi bakra, oziroma celo najvišjimi. Tudi tukaj vidimo, da je biodostopnost večja v drugi fazi, procentualno sicer relativno nizka, to je logaritemska skala, zato pozor. No in ja, zanimalo nas je, če so ti delci, bakrovo-cinkovi delci, ki smo že prej pokazali, če so predstavljali pomemben vir biodostopnega bakra. In zato smo analizirali ta netopen ostanek in v bistvu smo našli enake delce v prvotnem vzorcu, torej pred biodostopnostno analizo, potem po želodčni fazi in po želodčno-črevesni.
enaka sestava, enaka morfologija in iz tega sklepamo, da so ti delci v človekovem prebavnem traktu stabilni in torej je vir biodostopnega bakra nekje druge. Je pa biodostopnost, predvsem oralna, najpomembnejša za otroke, kajti otroci prvič niso še, njihovo telo še ni povsem razvito in pa pogosto vnašajo v usta umazane roke in umazane predmete. Torej, zato tudi z tega vidika je pomembna biodostopnost. No, smo pa še v netopnem ostanku po drugi fazi odkrili, da se na nekaterih delcih ubarjajo novi kristalčki, kar je tudi pričakovano, ker se pH iz prehoda v želodec, iz želodca v tanko črevo dvigne in potem lahko pride do ubarjanja prej raztopenih elementov. In tako smo na več delcih odkrili bakrovo-oksidne kristalčke, te svetle delce. Ja, torej upam, da sem vam pokazal, da je prah več kot zgolj nadloga, da nam daje veliko zanimivih informacij v našem okolju. In ja, da nam v bistvu nam pa vsak prah daje nekoliko drugačno informacijo in zato je pomembno hkratno proučevanje več prahov in tudi drugih medijev. Hvala lepa.